Dragi poslušalci, pandemija nam je pomagala, da smo postali bolj iznajdljivi. Zahvaljujem se vsem, ki boste poslušali radijsko uro, komedijo, ki smo jo pripravili, da bi vas razveselili v teh težkih časih, ki jih preživljamo. Tudi vam, dragi igralci, iskrena zahvala, da ste se pridružili temu projektu, ne da bi vedeli, kako bo to uspelo. Vadili smo se po Zoomu, po Meetu, včasih tudi po WhatsAppu. Vse smo poskušali, da bi čim lepše uspelo. In končno se nas je Martin usmilil in pripravil Zoom tako, da se ni več prekinjal. Snemali smo po Zoomu vsak na svojem domu. Menjali prostore, da se je drugače slišalo. Zmanjkalo nam je baterije. Pisali smo po telefončkih in preverjali, kaj je pravilno in kaj napačno. Vse po Adrijanovih navodilih. Pa smo le prišli do konca. Veseli in polni navdušenja. Zahvalo zasluži tudi avdio pristava za odlično izvedeno tehnično delo, ki sicer zahteva veliko časa, a jim je uspeh v veselje in zadoščenje. Tudi odboru naše pristave prisrčna hvala, ker nam nudi možnost, da lahko na pristavi razvijamo svoje talente, bodisi v petju, plesu, igranju, športu in tako naprej. Sedaj pa kot v starih časih, ko še ni bilo televizije, uživajte zabavno radijsko igro, kadar in kakor želite. Da, kaj lahko storim za vas? Ste vi vratar? Direktor že nisem. Zmenek imam z gospo Hills. A vas ona pričakuje? Ob 3. Stanovanje 120, kaj ne? Da, prvo nadstropje. Hvala lepa. Kje je dvigalo? Prav pred vašim nosom. Kaj ste slepi? Da, slep sem. Oprostite, nisem vas hotel užaliti. Je že v redu. Saj kričite na name, kot da bi bil gluh. Odpeljal vas bom do dvigala. Tule. Hvala vam. Hecno. Vi ste danes že drugi v temnih očalih, ki išče gospo Hill. A tako? Upam, da ni tudi on uglaševalec klavirjev. To je torej vaš posel. Dvigalo že prihaja. Ta drugi tip redno prihaja sem. Ne vem, kdo je. Vedno nosi sončna očala in zavihan ovratnik. Morda kaj skriva. Takole vzbuja pozornost, bo gospa Hills je prijetna mlada dama, veste, in čedna tudi. Tukaj je dvigalo. Najlepša hvala. Takole, pritisnil sem na gumb za prvo nadstropje. Ko stopite ven, se obrnite levo. Zadnja vrata na koncu hodnika. Pip,
Pita, ne bi smel gledati samega sebe po televiziji. Ja, prav imaš. To je izgublja časa, če ti ležiš ob meni. Nikar, Pita. Čas je, da vstaneva. Skoraj 3 je že. Samo konec bi rad še slišal. To je vse za danes, moje dame. Jutri popoldne, ob istem času, se zopet vidimo, da vam bom spet pomagal pri reševanju vaših problemov. Torej, ne pozabite poslati vaših pisem z vašimi skrbmi, težavami in vprašanji Petru Revnu na ta naslov. Nasvidenje in Bog vas blagoslovi. Izklopi jo, draga. Kaj, boš kar ležal vse popoldne? Čez pol ure moram biti v studiu. Nekdo zvoni. Kdo je? Bolje, da se oblečeš. Kje so moje nogavice? Tamle v kotu, kamor si jih odvrgel. Tukaj le je ena. Kaj pa je? Že spet moj hrbet. Najbrž je lumbago. Kar naprej me zbada. Lahko da je to znak staranja ali pa... Ali pa kaj? Preveč aktiven življenjski stil, ti porednaš. Ja, zelo boli, Sajli. Sploh pa rajdi pojdi odpred. Počakaj, da se oblečem. Ali koga pričakuješ? Oglaševalca klavirjev, čisto sem pozabila. No, ti uredi z njim, jaz pa bom smuknil v studiu. Prej se ne šele povredi. Biti moram previden, saj veš, kako se počutim, kadar pridem sem. Ja, saj mi to vsakokrat poveš. Sajli, ne bodi takšna. Na tvojem mestu bi se oblekla. Smešen si, ko stojiš tamle v samih nogavicah. Dober dan. Gospa Hills? Da? Jaz sem oglaševalec klavirjev. Zadnjič je bil tukaj nek drug gospod. Da, gospod Morrison, in on je šel v pokoj. Ime mi je Williams. Naj vam pomagam? Počaščen sem. Klavir je tule, v dnevni sobi, kar semle. Hvala vam. Ni slabo. Rada imam vedno uglašenega. Morali bi slišati, s kakšnimi imam včasih opravka. Pustila vas bom, da v miru opravite svoje. Bi morda želeli skodelico čaja? Z veseljem. Takoj vam jo bom prinesla. Moj hrbet! Kaj je narobe? Gotovo je lumbago. Ali pa iščeš. Karkoli že, strašno trpim. Da se ne okopaš. To ti bo pomagalo. Nimam več časa, moram v studio. Saj se ti ni treba valjati v banji celo uro. V 5 minutah boš dober. Kaj pa tisti uglaševalec klavirja? Dnevni je. Pita, nikar se ne vznemirjaj za vsako figo. Seveda se vznemirjam za vsako figo. Zame bi bilo katastrofalno, če bi me videli, kako se sprehajam po tvojem stanovanju. Imam ugled. Moj program ima ugled. Seveda, poštenega Petra Ravna, ki vam na televiziji postreže z vsakodnevno dozo doma stkane morale, se ne sme zalotiti, kako se potika po stanovanju neznane punce. Nočem uničiti svoje kariere in nočem uničiti svojega zakona. Jaz pa nočem uničiti mojega zakona. Da, vidiš, v bistvu jaz mislim le nate. Kaj pa drugega, sveti Peter? Sveti Peter? Tako te je imenoval neki kritik. Sveti Peter Raven vam deli mleko in med v obliki nasvetov.
Ja, da, ampak ne meni se zanj. Ne zasluži toliko kot jaz in nima moje ljubice. Ne, in stavim, da tudi tvoje dvojne brade in tvojih strahov nima. Pridi, pripravila ti bom kopel. Ja, počakaj trenutek, da spravim skupaj svojo obleko. Sajli, Ja, oprosti, Sajli, nisem hotel biti sebičen. saj nisi sebičen, Peter. Le malenkost na vase zagledan. Voda je pripravljena in vroča. Lezi noter in počuti se boš veliko bolje. Ne morem leči v tole vano. Ja, prekratka je. Ne bom se mogel stegniti v njej. Zelo mi je žal, da je tako majhna, ampak druge nimam. No, saj. Če ležem vanjo s skrčenimi koleni, se mi zdi, da bo kar šlo. Oh, Peter, sovražim to najino razmerje. Kar naprej moram lagati. Saj ne lažeš, le prilagajaš se. Ne znam dobro lagati. Glej, ko bo ta serija končana, bova nekam odpotovala. Morda v Grčijo, kjer nihče gleda mojega programa. Da, lahko bi si pustil brado in nihče te ne bi prepoznal. Ja, zahvaljujem se ti. Jaz pa si bom nataknila umetno lasujo in lahko bova rekla, da sva le dobra prijatelja. Pa ne. Pojdi že v banjo. Jaz grem pripraviti čaj za gospoda Williamsa, Gospoda Williamsa? oglaševalca. Je vse v redu, gospod Williams? No, da. Eno ali dve kladivci bo treba pravilno namestiti. Že skoraj leto dni od tega, kar je bil tukaj gospod Morrison. Povedal mi je, da ste poročeni s pilotom. Oh, da, res je. To je zdaj moderno. Pilot. To mora biti vznemirljivo življenje. No, British Airways ni ravno program Apollo, rutinski posel. Leonard se včasih prav dolgočasi. In verjetno je dosti z doma. Oh, da, zadnje leto ima transatlantske polete v Ameriko. Jaz, gospa, še nikoli nisem bil v avionu, pa če verjamete ali ne. Nikoli me ni mikalo. Na nek način se mi zdi nenaravno. Če bi nam Bog namenil letenje, bi nam že ustvaril motorje pod pazduho. Toda rad bi poznal vašega moža in se z njim pomenil v tem. On je... Saj danes je doma, kaj ne? Slišal sem vaju klepetati. A tako? Da, to je bil Leonard, ampak danes se mu zelo mudi. Hiti na letališče, kaj? Prepričana sem, da se bo kdaj drugič z veseljem pogovoril z vami. Dobro. Grem vam pripraviti kavo. Če vam je vseeno, gospa, bi raje čaj. Sajli! Zdi se mi, da vas kliče vaš mož. Kaj, moj mož? Nekdo je poklical. Oh, da, Sajli! oprostite. Sajli! Kaj je narobe? Ne morem se premakniti. Kako to misliš? Ne moreš se premakniti. Če ti pravim, da se ne morem premakniti, ste mislim, da se ne morem premakniti. Ni ti treba kričati. Zagozden sem ujet. Legel sem v bano, in se zagozdil. Ja, to je zaradi hrbtenice. Ja, pomagaj mi ven. Nestrpen. Če bi ti paralizirana ležala tule, bi bila tudi nestrpna. Daj mi roko in me potegni ven. Dobro, daj ga. 1, 2, 3, daj. Ne morem. Premaknilo se mi je vretence ali kaj. Ja, slišal sem, da se to rado zgodi. Lahko bi te potegnila ven, če bi sedel. Ne morem sesti. V tem je problem. Prekleto, kako bom prišel ven? Poskusi najprej stegniti noge in jih poriniti ven.
Z nogami ne morem niti migniti. Ja, kaj šele, da bi jih kam porival. Kaj pa, če te poskusim izvleči takole za rame? Poglej, porini. Boli me! Grozno me boli. Počakaj malo. Imam idejo. Vzemi brisačo in jo drži na oni strani, jaz pa jo bom prijela na drugi strani, da izvlekla. Ja, storil bi karkoli. Si pripravljena? Dajva. 1, 2, 3. Hej! Ne gre. Ne morem. V agoniji sem. Ne morem stajati na način, da te izvlečem. Prav sem v nekem dentistu Djurkama, ki si mu je takole premeknilo vretence, medtem ko je nekomu pulil zob. In kaj je bilo z njim? Še vedno je v šok sobi, karkoli jaz vem. Kaj pa, če bi napolnila banjo čisto do roba? Kakšna korist bi pa bila od tega? Zalebdel bi v vodi, jaz pa ti bi te potegnila ven. Ne bi zlebdel, ker sem čisto kleščen. To je najbolj kretenska banica, kar sem jih kdaj videl. Oj, prosti, takoj jutri bom dala ustaviti novo. Kaj naj storim? Ne vem, najbrž boš moral ležati tule, dokler ne bo popustilo. Premaknjeno vretence ne prepusti kar tako. To lahko traja mesece in mesece. Je pa, nekaj mesecev res ne moreš ostati tukaj. Moj mož se vrtne čez 3 dni. Briga me tvoj mož. Tukaj ne morem ostati več kot 5 minut. Čakajo me v studiu in žena mi pričakuje že nosoj ob 7. Brez panike, Peter, brez panike, pomiri se vendar. Jaz sem čisto miren. Veš kaj, prosila bom gospoda Williamsa, da mi bo pomagal. Nobenega oglaševalca klavirjev nočem sem. Prav gotovo mi je videl na televiziji. Vse bo povedal. Poslušajte tole. Peter Raven se je zataknil v bani svoje ljubice. Tada! Srečno poročeni, pridkani Raven. Ne, hvala lepa. Nobenih izdajalskih oči nočem tukaj. Saj to je tisto. Gospod Williams je slep ubožec. A si prepričana? Seveda sem prepričana. To je druga stvar. Slišal naju je govoriti. Misli, da si Leonard. Nisem tvoj mož, da je stvar še bolj žalostna in... To je agonija, prav zares. On grem. Kakorkoli, le da pridem ven od tukaj. Samo hipec, bodi pri miru. Bodi pri miru? Ja, saj se šališ. Gospod Williams? Čaj, najlepša hvala. Saj res, oprostite. Pa nisem ga še uspela pripraviti. Je v redu, nič ne hitite. Petru, hočem reči Leonardu, mojemu možu Leonardu, se je zgodila nesreča. Menda se ni zrušilo njegovo letalo? Ne, seveda ne. Saj je še vedno v stanovanju, kaj ne? Obtičal je v banji. Premaknilo se mu je vretence, se mi zdi. Ne more se premakniti. To je pa nerodno. Strašno ga boli. Tudi meni se je pred leti premaknilo vretence. Moral sem iti k tistem psihopatu. Mislite na osteopatu? Dobro vem, gospa, kaj mislim. Nategoval me je in mrcvaril, dokler mi ni bilo dosti slabše kot prej. Potem pa se je pa samo od sebe popravilo. Kako dolgo pa je trajalo? Kakšno leto? 1 leto? Da. 1 leto vendar ne more ostati v banji. To je pa razumljivo. Nadaljevati mora z letenjem. Z letenjem? Da. Prosim vas, gospod Williams, bi mi ga pomagali spraviti z banje? Seveda se razume. Pokažite mi pot, prosim. Da, pridite, previdno. Tukaj le je miza.
Veste, težava je v tem, da je ombanja tako majhna in zdaj je nekako ukleščen vanjo. Le brez skrbi, kot bi mignil, ga bova spravila ven. Kaj? Gospod Williams je tukaj, da ti pomaga priti ven, Leonard. Da, upam, da res. Zdaj pa, gospa Hills, predlagam, da ga vi primete za rame. Prav, Jaz pa bom zagrabil noge. na napačni strani ste, gospod Williams. Noge so na drugem koncu. Jih že imam. Saj ni važno, kaj kdo zagrabi. Le ven me spravita. Le nežno. Pripravljena? 1, 2, 3, dajmo. Nehajta, prelomila me boste na pol. Žal mi je, gospod, a ne gre drugače. Treba je biti okruten, če hočeš biti dober. Poskusiva še enkrat, gospod Williams. Če bi lahko stegnila njegove noge, bi ga mogoče dobila ven. Če bi bile moje noge stegnjene, bi šla moja glava pod vodo. Torej, spustimo vodo. Krasno! In potem bom zmrznil. Sicer pa ne morem stegniti svojih nog in tudi vi mi jih ne morete. Morda bi bilo najbolje poklicati njegovega zdravnika. Ne, mojega zdravnika ne. Zakaj pa ne? Povejte njegovo številko, Leonard. Nočem, da pride moj zdravnik. Ja, prijatelj moje žene je. Pa kaj? No, ja, preveč komplicirano je, da vam bi razlagal gospod Williams. Ja, nima smisla vlačiti sem mojega zdravnika za takšne malenkosti. Po mojem to ni malenkost, gospod. Lahko bi postalo hudičevo zoprno. Že zdaj je dovolj zoprno. Pa še morate na letališče. Ne morete pustiti čakati vseh tistih potnikov. Kakšnih potnikov? Potnikov British Airwaysa, Leonard. Ne reci, da si pozabil. Da, seveda, ja. Saj ne bo mogel leteti, gospa Hills. Morda bi bilo najbolje, da telefonirate na letališče. Ne, telefonirala bom zdravniku. Saj ne. Ne smeš telefonirati mojemu zdravniku. Ne tvojemu zdravniku, mojemu zdravniku. To je edina rešitev. Saj počakaj. Tvoj zdravnik verjetno gleda televizijo. Da, to je problem dandanes. Zdravniki se sploh nočejo več prikazati ven, kaj ne? Sedijo in gledajo televizijo in napišejo kakšen recept, medtem ko so reklame. To je v nebu vpijoč škandal. Gospod Williams, hvala za pomoč, toda ne bi vas še naprej zadrževali od dela. Moral bo priti zdravnik. Prav imate. Moj zdravnik nikoli ne gleda televizije. Dobro. Poglejte, če bi imela vrv, bi ga najbrž lahko izvlekla. Če bi jaz imel vrv, bi jo že uporabil za kakšno bolj hitro rešitev. Dejte. Tako tragično pa spet ni. Če me boste še kaj potrebovali, kar pokličite. Hvala. Mimogrede, kladivce za srednji C bo treba prestaviti. Ne bi vas hotela zadrževati, gospod Williams. Dobro. Ni me treba spremljati nazaj, že poznam pot. Poslušaj, Tita, moj zdravnik je edini človek, ki te lahko izvleče tukaj. Njegova ordinacija je takoj čez cesto. Torej pohiti in pazi, da klavirski filozof ne pride sem nazaj. Ordinacija doktorja Patridža, želite, prosim? Gospa Hills pri telefonu, stanovanje 120, Hazelwood Court. Zgodila se je nesreča, pravzaprav nezgoda.
Žal mi je. Zakaj gre? Nek moj prijatelj je obtičal v banji, veste, premaknilo se mu je vretence hrbtenice ali nekaj takega, ne more se premakniti. Ali je pacient doktorja Patridža? Ne, on ni, ampak jaz sem. Prosite doktorja Petriča, naj pride čim prej sem. Doktorja Patridža ni tukaj. Kje pa je? V Brightonu igra golf. Joj, zakaj ravno danes? Njegov prost dan je. Kaj, ne morete poslati koga drugega? Prosila bom doktorja Mackenzija, naj prevzame primer. Čim prej, prosim vas. Prišel bo takoj, ko bo mogel. Najlepša hvala. Moj zdravnik ne more priti. Poslali pa bodo nekega doktorja Mackenzija. Dobro, čakaj, ni dobro. Kaj pa, če me bo doktor Mackenzie prepoznal? Moreva pač tvegati. Ne moreva. V vseh časopisih bo, saj veš, kakšni so. Peter Raven, svetnik in dobrotnik, ujet v banji svoje ljubice. Cel svet se bo smejal na moj račun. To ni moja krivda. Krivda tvoje hinavske bane. Tvojega prekletega vretenca. Sajli, žal mi je, ljubica. Ne, meni je žal. Nisem hotela kričati. To je zato, ker moram ves čas lagati. Dragica, ženske ne lažejo, le prilagajajo se. Nataknil se bom svoja črna očala in se lepo skril za njimi. Daj mi jih, prosim. Sicer pa zdravniki ne razpravljajo o svojih bolnikih v časopisih. Misliti morajo na svojo hipokritično prisego. Hipokratovo. No, kakorkoli že je. Bodi angel in mi natoči še malo tople vode, prosim. Prav. Peče! Odpri še mrzlo vodo! Kriči, no, ne kriči. To bolje zaprijo me, Pipi. Najbolje, da telefoniraš v studio. Povej jim, da sem zadržan. Reci, da se je zgodila manjša nezgoda. Telefon. To bo doktor Mackenzie, ki sporoča, da je že na poti. Upam, da imaš prav. Prosim. Halo? Halo, kdo je tam? Jaz vendar. Halo? Nehaj že govoriti, halo, ljubica, jaz sem Leonard. Leonard. Da. Leonard, mislila sem, da si na pol poti do San Francisca. Nisem. Na letališču stavkajo nosači prtljage. Že 48 ur pravijo. Vsi leti so bili odpovedani. Šele po jutrišnjem bomo lahko odpotovali. Oj, ne. Saj sploh ni tako strašno. Prihajam domov, ljubica. Nisi slišati posebno navdušena. Nisem pričakovala, da boš poklical, Leonard. Jaz moram se pripraviti na šok. Hočem reči, na presenečenje. Na poti sem. Sam? Seveda. K tebi, moja draga. Je to pametno? Je vse v redu s tabo? Slišati si malce iztirjena. Ven moram, Leonard, k zobozdravniku. A tako? Pojdi torej ven, jaz pa se bom med tem okopal. Ne delaj tega. Kaj? Pojdiva skupaj ven. Ne bi šel s tabo k zobozdravniku. Zakaj pa ne bi šla v kino ali nekaj pojest? Mislila sem, da bi šla skupaj ven. Jaz ne bi šel nikamor. Veselim se že mirnega večera doma, draga. Leonard. Da? Leonard. Da. Kaj je narobe? Ne hodi domov. Ne še zdaj. Mene ne bo in stanovanje bo tako hladno in pustno in prazno. Vseeno mi je. Ampak čakaj, zakaj pa naj bi bilo hladno? No, gretje se je pokvarilo. Strašno pokvarilo, veš. Ne. Leonard,
rada bi bila tukaj, ko prideš, da te pozdravim. Zakaj ne prideš raje čez par ur? Zakaj bi se 2 uri potikal okoli? Vseeno mi je, če te ni. Leonard, No, ni mi vseeno, ampak bom preživel. Okopal se bom. ne, ne smeš, ne moreš. Kopalnica je pokvarjena. Ne smemo uporabljati kopalnice. Pipe so se pokvarile. Zaprli so vodo. Ampak imam idejo. Da? Zakaj ne bi vzela sobo v hotelu, samo za naju dva, za eno noč? Imela bova vode, kolikor jo bova poželela. Imela bova prijetno večerjo in v najini prijetni sobi. In kaj še, vse pipe bodo odprte, ure in ure, če bova hotela. To bo kot drugi medeni mesec. Poglej, raje bi prišel domov in malo pogledal televizije. Oj, tako si dolgočasen, Leonard. Kaj te je pičilo, Sally? Prav, pa naj bo po tvoje. Pridi domov čez 2 uri in videl boš, kako ti bo všeč prazno stanovanje brez kapljice vode. Zakaj 2 uri? Ali se ti je kakšen tip zasedel v stanovanju? Kaj, Leonard? Kakšen ljubček, ki si ga ne moreš otresti? Kaj pa? Na stotine jih je. V vsakem kotu in v vsaki luknjici je kakšen. Pri tebi bom takoj, ko bo mogoče. Nasvidenje, draga. Halo? Halo? Leonard? Oh, ne. Pita, Da, Leonard je telefoniral. je že pristal. Ne, sploh ni odletel. Toda ni se nama treba vznemirjati. Z malo sreče ga še 1 uro ne bo sem. Toda jaz nimam 1 uro časa. Najmanj čez pol ure moram biti v studiu na poskusnem snemanju naslednje oddaje. Naj telefoniram v studio. Morala boš, poišči Jocelyn Knight. Ja, kaj pa naj rečem? Jocelyn je moški, on je naš režiser. Rekla bom, da se ti je zgodila nesreča in to ne bo laganje. Draga, bolje bi bilo, ko bi bilo... Potem bom rekla, da si izgubil spomin. Da, ne, misliti moram na kariero. Ne omenjaj Bane in ne povej, kdo si. Jocelyn Knight? Kličem vas zaradi Petra Ravna. Ni se še prikazal. Ja, vem, zgodila se je nesreča. Manjša nezgoda. Oh, ne. Posneti moram oddajo. Kdo ste vi? Ste Petrova žena? Ne, jaz sem Petrova sestra. Tako. Ja, on je padel. Toda poslala sem po zdravnika, da ga bo spravil ven. Ven? Ven odkot? In zadrege. Iz zadrege? Kaj pa moja zadrega? Posneti moram oddajo. To je televizija, veste? Izgubljen čas je izgubljen denar. Niste posebno razumevajoči. Petra hudo boli. A si je kaj zlomil? Ne, Lahko govori? da. Dobro. Povejte mu, da mora biti tukaj najkasneje v pol ure. Toda hrbtenico ima poškodvano. Poškodvano hrbtenico? Jaz imam tudi poškodvano hrbtenico. Kdo nima poškodvane hrbtenice? Glej, dragica, Sarah Berhan je igrala Hamleta z eno nogo. Torej, lahko tudi Peter Raven sedi pred kamero s poškodovanim hrbtom. Ni tako enostavno. A reci mu, naj se spravi skupaj, mi pa tu bomo poslali avto na dom. Ni doma, tukaj je, v mojem stanovanju. Kateri je naslov? Ja, stanovanje 120, Hazelwood Court. Dobro, poslali bomo avto,
priti mora v studio, pa če ga moram sam zdeči sem. Poslali bodo avto? Ali me nameravajo odpeljati v studio Karubani? Ne vem, sicer pa pozdravnik kmalu tukaj. Nobene garancije ni, da me bo doktor uspel izvleči ven. Najbrž bom prej umrl od pljučnice. Raje ti bom natočila še malo tople vode. Pazi, vroča je moje noge. Oprosti. Peter. Veš kaj, tako si smešen, ko ležiš v banji s sončnimi očali. Prekleto, to je vse, kar potrebujem ta trenutek. Nekaj komplimentov v tem stilu. Oprosti, ampak videti je, da ti je prav udobno. Zagotavljam ti, da se še v življenju nisem počutil bolj neudobno, nemočno in v splošenju vsega sip kot zdajle. To bo doktor Mackenzie. Hvala Bogu. In upam, da ima zdravila tudi za prehlad in opečene noge. Srbi, spravil te bo ven. Oprosti, draga, pozabil sem svoj ključ. Leonard! Saj sem rekel, da mi je žal. Ti si, Leonard. Kdo pa si mislila, da bo? Toda, kako si prišel sem tako hitro? Saj si bil na letališču, ko si telefoniral. Ne, telefoniral sem iz gostilne za vogalom. Zakaj mi pa nisi povedal? Nisi mi pustila do besede. Leonard, dragi. Da. Dajva, pojdiva ven. Saj sem komaj prišel. Tukaj je tako dolgočasno, veš, pojdiva ven, da se malo pozabavava. Poglej, draga, pojutrišnjem moram leteti preko Atlantika. To bo utrudljivo. Kaj je tako utrudljivega? Saj vendar samo sediš v letalu. Žal mi je, Sally, to da ne grem ven. Rad bi se spočil pred 3000 mili dolgim poletom v Ameriko. Torej? Kaj pa je to? Nič, klavir. To mi je jasno. Kdo igra nanj? Uglaševalec klavirjev, gospod Williams. Tako. No, grem v dnevno sobo, da si pogledam časopis. V dnevni sobi je kaos, klavir je razstavljen. Ne boš se dobro počutil. Rad bi se okopal. Kaj je narobe z našo inštalacijo? Povedala sem ti, da je kopalnica popolnoma neuporabna. Moj bog, kakšna dobrodošlica. Opozorila sem te, Leonard. Zakaj ne greš raje nazaj v bife in si ne privoščiš kozarčka v prijetnem miru? Draga, kaj je narobe s tabo? Nič, prav nič. Precej čudno se obnašaš. No, to je zaradi hrbta. Hrbet me boli. Zakaj torej ne vzameš aspirina? Saj res, to bom storila. Kam greš? Sedem bom v dnevno sobo. Ljubi Bog, rad bi se malo sprostil in pozabil na prekleto stavko. Na letališču so zmeraj kakšne težave. Prekleto neprijetno. Verjamem. Joj. Gospod Williams, ne bi vas rada motila. Pozdravljeni, gospod Williams. Pozdravljeni. Leonard, prepričana sem, da gospodu Williamsu ni do klepeta. Ne, vaš mož me ne bo motil. Veseli me, da je vse v redu z njim. Vašo ženo je zelo skrbelo za vas, gospod Hills. Brez potrebe. To so pač neprijetnosti, ki se človeku kaj lahko pripetijo. Zelo neprijetno pa je. Običajno ne traja dalje kot 48 ur. Ampak v takšnih situacijah se je pač treba vdati v sodo in potrpeti. Torej, se vam je to zgodilo že večkrat? Seveda. To mora biti strašno za vas. Lani se je zgodilo 4-krat. Ne. Da ne omenjam 2-krat prejšnji mesec v New Yorku. Leonard,
Človek se počuti tako prekleto nemočnega. Če vam lahko dam na svet, Gospod Williams, No, le povejte. če bi bil jaz na vašem mestu, bi se tuširal. Ne kopal, tuširal. Ne morem. Sali pravi, da... Leonard, pridi na kavo v kuhinjo. Prav, ampak potem si privoščiva pravo kavo. Jaz jo bom pripravil. No, daj, takoj pridem za tabo. Gospa Hills, Da, glas vašega moža, glas mojega moža? drugačen je slišati. Drugačen? Da, precej drugačen. Oh, to je najbrž zato, ker spet stoji po konci. Prej v banji je ležal, zato je bil njegov glas nenaraven ubožec. Bolečina pa je verjetno prizadela tudi njegove glasilke. Verjetno. Še vedno ne moram razumeti. Česa? Takole obtičati v banji 4-krat lansko leto in 2-krat prejšnji mesec v New Yorku. Čudovito kavo znaš skuhati, Leonard. Ni slaba. Kam greš zdaj? Pogledat v kopalnico. Ne moreš. Inštalater je v kopalnici in rekel je, da ne smeva hoditi noter, ker je dvignil pot. Je bilo to res nujno? Zato je nevarno hoditi noter. Vseeno bi rad vedel, kako dolgo namerava ostati. Počakaj, jaz ga bom vprašala. Nikoli te nisem še videl tako poskočne in živčne. Ali si vzela aspirin Zakaj? proti bolečinam v hrbtu? Oh, da, sem. Potem bo najbolje, da vzameš še enega. Prav nobene potrebe ni, da si v takšnem stanju samo zato, ker so se pokvarile pipe ali kaj. To je zato, ker sovražim vse to. Ta kaos, klavir je razstavljen, kopalnica je neuporabna. Ti si se pojavil čisto nepričakovano. Ti samo reči inštalaterju, naj se za vraga čim prej pobere odtod. Da, bom, Leonard. Inštalater, moj mož je doma, Leonard. Moj mož je tukaj in rad bi vedel, kako dolgo boste še notri popravljali inštalacije. Kar pojdi noter. Zaklenil je vrata. Ali ste notri inštalater? Da, tukaj sem. Moj mož bi rad vedel, kako dolgo bo to trajalo. Ne bi rad ostal tukaj dalje, kot je potrebno. Trajalo bo dneve in dneve. Vem, kakšni so. Zaračunajo od ure. Leonard, ali imaš kakšno cigareto? Zmanjkalo mi jih je. Kaj pa vse tiste cigarete, ki sem jih prinesel prejšnji teden? Vse sem pokadila. 200. Saj pokadiš le 2 na dan. No, poklonila sem jih. Leonard, dragi, Leonard, obupana sem. Je že dobro. Kupit grem cigarete. Daj, prosim te, obupno si želim cigarete. Je že dobro, takoj pridem. Saj se nič ne mudi. Stanovanje se mi zdi, kot da ne bi bilo moje. Ta moreča zamešnjava. Vse je v redu, Peter, samo jaz sem. Leonard je šel ven kupiti cigarete. Misli, da si inštalater. Krasno, res krasno. Uglaševalec klavirjev misli, da sem tvoj mož. In tvoj mož misli, da sem inštalater. Ja, kaj za vraga pa misliš, da igraš? Če boš tako lajal name, bom planila v jok in dobila histerični napad. A še prej pa mi lahko natočiš malo tople vode? To je gotovo zdravnik. Sally, počakaj. Kaj? Za privodo. Utopila me mož. Je prosti. Samo tega doktorja me pripeli. Pa hitro. In moliva, da me ni nikoli videl na televiziji. Tudi jaz bi te rada spravila ven od tukaj, veš. Dobar dan. Gospa Hills? Jaz sem dr. Mackenzie. Hvala Bogu.
Stopite noter. Z dovoljenjem. No, kakšne težave imate? Mojemu prijatelju se je zgodila nesreča. A tako? V banji je. V banji? Zagozden je. Mislim, da se mu je premaknilo vretence. Vretence? Ne more iz banje in boli ga. Ja, najbolje je, da ga grem pogledat. Samo trenutek. Da? Ali gledate televizijo? Televizijo? Ja, včasih. Ampak pogosto ne, nimam časa. Mislim, če gledate kaj takega, kot so popoldanske pogovorne oddaje in oddaje o človeških težavah. Saj se šalite. Krasno, tako sem vesela. Poslušajte, nimam časa stati tule in razpravljati o televiziji. Izgleda, da vsi govorijo le še o tem. To strašno, pa ne? No, kje je torej kopalnica? Tamle, kar za mano. No. Zdravnik je tukaj. Skrajni čas! Dober dan. No, kje je zdaj težava? Ne morem se premakniti. Aha. Kje vas boli? V nogah. V nogah. Pravzaprav v hrbtu. A lahko dvignete to nogo? Ne. Pa tole? Ne. Veste, zelo majhna banja je, stisnjeni sta banjo. Tega se zavedam tudi sam. Prav, ni potrebno, da tečnarite. Bil je pod hudim pritiskom. Moj hrbet je paraliziran. Ali vas je bolelo že prej, preden ste šli v banjo? Da, zbadalo me je. Kdaj vas je pa točno zbadalo? No, sklonil sem se, da bi pobral nogavico in takrat me je zbodlo. Že vidim, to se pogosto dogaja. Kaj pa je narobe z njegovimi očmi? Z očmi? Ja, zakaj nosi sončna očala? Ja, nosim jih, ker jih nosim, doktor. Ali gledate televizijo? Hej, če gledam televizijo, ja, ljubi Bog. Ljudje ne mislijo nič več na nič drugega. Doktor Mackenzie nikoli ne gleda televizije popoldne. Jaz sem delovni človek, celo preobremenjen. To je lepo slišati. No, pa pustimo to. Bolje bo, da se posvetimo vašemu hrbtu. Oprostite, doktor, nekdo je pozvonil. Da, kar meni prepustite. Videl bom, kar se da storiti. Je že v redu. Slišala sem, prihajam. Oprosti, draga, spet sem pozabil ključe. Leonard, ti si. To pa si mislila. Tu imaš cigarete. Saj res, hvala. Ali je že končal? Kdo? Inštalater. Ne še. Glej, dragi, zakaj ne greš raje v spalnico, ležeš in si malo odpočiješ za kakšno urico? To bi res lahko storil. Časopis sem pozabil v dnevni sobi. Ne, toda gospod Williams še vedno dela tam. Ne bom ga motil. Pripravi še eno kavico, saj boš, draga? Da, takoj. Kako gre, gospod Williams? Hvala, dobro. In vam? Ali vam je bolje, ko ste si malo razmigali noge? Nisem se kaj dosti razmigal. Trafika je čisto blizu. Ampak hodite pa vendarle spet lahko. Zakaj ne bi? Nekam zgodaj bi bilo, če bi pri mojih letih ne bi več mogel hoditi. Kava je že tukaj. Jaz bi raje čaj, če vam je vseeno, gospa Hills. Seveda, gospod Williams, že neskončno dolgo je, kar sem vam obljubila skodelico čaja, kaj ne? Nič se ne mudi. Kaj pa je to? Nekdo kriči. Tudi jaz sem nekaj slišal. To je samo inštalater v kopalnici. Imate inštalaterja? Da. Prekleto sitno. Slišal sem 2 glasova. Ja, tudi njegov pomočnik je tukaj. Torej sta zdaj 2? Pomočnik je pravkar prišel, Leonard. No, če je prišel še pomočnik, bosta morda končno kaj naredila. Jemljeta ven tisto majhno bano, kaj ne? Da, ne. Kaj? Zakaj neki hočeta vzeti ven banjo?
Mogoče ne bo potrebno. Pa saj to je smešno. Pomisli na stroške. Zaračunajo celo premoženje, če zamenjajo samo eno pipo. Tista banja je premajhna in brez dvoma nevarna. Kaj bi mi radi povedali? Da človek se lahko zagozdi v majhni banji. Ta banja je popolnoma ustrezna. Gospod Williams, Jaz bi se jo znebil, če bi bil na vašem mestu. Prav zares bi se je. Nihče ne bo vzel ven te bane. Sploh pa ste vi uglaševalec klavirjev. Kaj pa za vraga vi meste v banjah? gospod Williams je hotel le pomagati, ne razburjaj se. Ne bosta mi imela za norca dva neumna inštalaterja. Verjetno se je samo nekaj zataknilo v pipi in kaj se zgodi? Dvigneta pot in premakneta bano samo zato, da bosta zaračunala celega vraga. Ne, prcnil ju bom in ven, si sam pogledal te pipe. Ne, počakaj, Leonard, jaz bom uredila z njima. Prav imate. Toda, če ne boste spravili stvari v red, si boste napravili še več škode. Še več škode? Oh, ne, pogledat grem, kaj se dogaja. Je vse v redu? Ja, dal sem mu injekcijo. Olajšala mu bo bolečine, potem pa ga bomo nekako poskusili dvigniti. Počakati moramo nekaj minut, da injekcija začne delovati. Razumem. Prosim, pridite v kuhinjo nekaj popit. To je pa lepo od vas, ja. Kava se že kuha. Kava? No, dobro. On ni vaš mož, pravite? Ne, on je... Moj mož je... tukaj je moj mož. Kaj se dogaja v kopalnici? Ja, nagajiva stvar. Prepričan sem, da ne more biti tako zelo nagajiva. Veste, problem je v banji. Tako majhna in nerodna je. Tole vam lahko rečem. Banje ne boste vzeli ven in konec. To res ne bo potrebno. Zelo sem zadovoljen, da to slišim. Kaj pa pot? Kaj je spodom? Mislil sem, da ste dvignili pot. To ne bi nič pomagalo. Vi ne znate nehati, ko enkrat začnete. Po mojem se je le nekje zablokiralo. Jaz temu ne bi rekel, da se je zablokiralo. Priznati pa moram, da takšnega primera še nisem imel. Ali je on vaš prijatelj? Kdo? Tip s temnimi očali, kdo neki? On je uglaševalec klavirjev. Uglaševalec klavirjev? Dragi Leonard, zakaj ne greš malo počivat? Saj res, draga. Vi pa pohitite, kolikor morete, pa brez zamere. Te zadeve ne morem pospešiti. Tako, za pitje kavice pa imate čas. To gre vse na moj račun. Leonard, prosim te. Inštalaterji, vsi so isti. Vaš mož nima visokega mnenja o mojem poklicu. No, saj, po svoje smo res tudi mi inštalaterji. Leonard je pilot. Morate mu oprostiti, dr. Mackenzie. Daje ga časovna razlika. Zdaj bi moral biti v New York. Ja, nekaj pa ga vsekakor daje. Neprestalno je napadalen. Mimogrede, ali se vaš uglaševalec klavirjev pogosto pride k vam okopat? Kako to? Da, pride se samo okopat, ker nima svoje banje. Razumem. Doktor, oprostite mi za trenutek. Vzemite kakšen piškot. Ne, hvala. Si še tu? Seveda sem še tukaj. Vame je bila zapičena decimeter dolga igla, a še vedno se ne morem premakniti. Peter, mislim, da je najbolje, da ti omenim eno malenkost. Dr. Mackenzie misli, da si uglaševalec klavirjev. Kaj? Zakaj? Zaradi temnih očal. Kar nekako si je to zapičil v glavo. Ne morem verjeti. Eno minuto moram biti tvoj mož, naslednjo inštalater
In zdaj prekleti uglaševalec klavirjev. To je tvoje dobro. Nihče ne ve, da si Peter Raven. A kako sem ti hvaležen za tolikšno razumevanje. Ne obcuj mene. Sam si napravi toliko hrupa okrog tega, da te ne bi prepoznali. Seveda, oprosti, ljubica. Nestrpen sem. Čim prej se moram izvleči od tu. Posveti moramo dajo. Doktor te bo izvlekel 1, 2, 3 in do takrat bo prišel avto iz studija. Oh, naprej, doktor. No, vas še boli? V glavnem še. Res? Doktor, res ne vem, zakaj se bi šalil. Aha. Kdo pa igra na klavir? Oh, to je moj mož Leonard. Rad igra. Upam, da je boljši pilot kot pa pianist. Rad ima moderno glasbo. A tudi jaz sem jo imel, dokler nisem slišal tegale. No, dobro, pa poglejmo raje našega pacienta. Oprostite mi, doktor, nekdo je pozvonil. Da, kar pojdi. Že grem. Dobar dan. Dobar dan, je moj mož tukaj? Vaš mož? Doktor Mackenzie? Ne. Oh, gospod Williams. Ne, Peter Raven. Jaz sem gospa Raven. Vi ste gospa Raven? Da. Ne morem verjeti. Zagotavljam vam, da sem res. Smem stopiti? Da, mislim, da bo to najbolje. Veste, šla sem v TV studio, ker je Peter pozabil doma svoje očala za branje. Vedela sem, da jih bo rabil, pa ga nisem uspela najti. Zato sem jih odnesla možaku, ki režira njegovo oddajo. In tam so mi povedali, da se je zgodila nesreča. A tako? Dali so mi ta naslov in pripeljala sem se sem. Kakor hitro sem mogla. Kje je? Kako se počuti? Kaj se je zgodilo? Vse je v redu z njim. Hvala Bogu. Čisto sem bila zmedena. Zapeljala sem skozi 2 rdeča semaforja in se skoraj zaletela v kamion. Toda tukaj sem. Mimogrede, kdo pa ste vi? Oh, jaz sem fizioterapeutka vašega moža. Kaj, res? Nikoli mi ni omenil, da ima fizioterapeuta. Kje je torej Peter? Pri vašem možu je zdravnik in to ni laž, temveč resnica, čista resnica in nič drugega kot resnica. Saj ni srce, kaj? Ne, hrbtenica. Samo to? Hvala Bogu. Pravkar ga zdravnik zdravi po posebnem postopku, v banji, hočem reči, v kadi v ordinaciji. Rada bi ga videla, ko bo terapija končana. Na vašem mestu ga ne bi čakala. Takoj bo moral v TV studio. Ampak rada bi ga videla, da bom bolj mirna. Oh, dobro. Oprostite, jaz sem naredil, kar se je dalo. Oh, dobro. Hvala. Hrbet je problematičen. Ves okvir je razmajan. To je zaradi starosti, seveda. Oh, doktor, je hudo s mojim možem. Doktor? Jaz nisem doktor. Gospod Williams ni doktor. Oprostite, vi ste fizioterapevt, kaj ne? Gospod Williams, a ste že končali? Zaenkrat. Pojutrišnjem pa se bom spet prikazal in popravil okvir. Fino. Le pojdite in pospravite stvari. Gospod Raven, vi pa tudi pojdite v dnevno sobo in počakajte. Povedala bom vašemu možu, da ste tukaj. Prosim, dajte. Slabše se ne bi mi moglo vse skupaj odvijati. Kdo je spet zvonil? Oh, Leonard, mislila sem, da spiš. Saj sem poskusil to, da zvonovi zvonijo, inštalaterji inštalirajo, uglaševalci uglašujejo. Kaj se dogaja, Sali? Kdo je zvonil? Bila je neka gospa, pravzaprav fizioterapeutka. Fizioterapeutka? Da, moja fizioterapeutka. Za tvoj hrbet? Da, za moj hrbet. Tako je, da. Nisem si mislil, da ti je tako hudo. Zakaj pa mi to danes nisi nič omenila? Nisem te hotela vznemirjati. Pa ti kaj pomaga? Ni še začela. Pojdi nazaj v spalnico in lezi. Jaz bom vse uredila.
Kaj boš uredila? Vse te ljudi, vseh se bom znebila. Prej, ko se znebiš tega starega škotskega inštalaterja, bolje bo. Ni mi všeč. Je tip, ki povzroča težave, bi rekel. Znebila se ga bom, obljubim. Stopite noter, ravno končujem. Toda pojutrišnjem se bom spet prikazal. Meni je prav. Takrat bom že v Ameriki. Kaj res? Kako zanimivo. Ali prakticirate tudi v Ameriki? Ne, gospa, meni ni treba prakticirati. Popolnoma sem kvalificiran. To počnem že leta in leta. Logično, oprostite. Torej, kako je s pacientom? Pacientom? Da. Do danes nisem vedel, da bolečine v hrbtu in še manj da pridete. Tega niti sama nisem vedela do pred pol ure. Tako sem bila zaskrbljena. Nesrečna zadeva. Kaj res? Ali hočete reči, da ste resnično zaskrbljeni? Bila sem obupana. Pojma nisem imel, da je tako hudo. Prosim, povejte mi vse na drobnosti. Lahko si predstavljate. Rekli so mi, da se je zgodila nesreča. In takoj sem pomislila, avtobus. Avtobus? Ali avto. In potem sem si predstavljala razne divje možnosti. Vedno je bil v skrbeh za srce. Po drugi strani pa je tak hipohonder. Videti bi morali njegove kopalnice. Tablete, praški, zdravila. Samo trenutek, gospa, ne sledim vam. Pravite, da je bil v skrbeh za srce? Da. Kdo je bil v skrbeh in za čigavo srce? Peter vendar. Kdo je Peter? Moj mož. Takoj sem hotela k njemu, pa mi je fizioterapeutka v modri obleki rekla, da naj počakam tukaj. Gospa, to ni nikakršna fizioterapeutka, temveč moja žena. Gospa v modri obleki s kostanjevimi lasmi? Da. Ste prepričani? Popolnoma. Vi ste tukaj edina fizioterapeutka. Jaz nisem fizioterapeutka. Niste? Ne razumem. Najbrž me spet daje časovna razlika. To je včasih neprijetno, veste? Žal mi je, doktor. Doktor? Jaz nisem doktor. Oprostite, on je pilot. Oprostite, ali ste potem vi fizioterapeut? Gospa, rekel sem vam že, da sem jaz uglaševalec klavirjev. Meni ni ničesar več jasno, tako me daje časovna razlika. Oprostite, kaj naj rečem šele jaz? Oprostite, da vas motim. Rad bi telefoniral. Gospod, vi ste gotovo fizioterapeut. To bodo ne, gospa. Menda ne, on je preklet inštalater. Veste kaj, vem, da ne cenite posebno visoko moje profesije. Profesije? Dajte no mir, to je samo obrt. Ne rečem, ročno spretnost vam že priznam, ni pa to nikakršna profesija. Jaz se ne bi želel prepirati z vami, gospod. Jaz tudi ne. Povejte le, ste končali v kopalnici? Ali voda že teče? Voda? Da, H2O. Kot poklicni inštalater, menda veste, kaj je to? Gospod, gledajte, ne vem, kaj sem vam storil, da se tako razburjate name. Po svojih najboljših močeh sem skušal pomagati nesrečnemu uglaševalcu, ki leži v vaši bani. To je vse. O čem pa govorite? Uglaševalec klavirjev je tukaj? Tukaj sem, gospod, kolikor sem dolg in širok. Kako? Še en uglaševalec klavirjev? Prosim, da bi mi kdo povedal, kaj se dogaja z mojim možem. On mora pravočasno priti v studio, gospod doktor. Ali gledate televizijo? Ali gledam? Ljubi Bog, kaj ljudi res ne zanima ničesar drugega. Smemo porabiti telefon? Zakaj? Poklical bom rešilca. Le zakaj? Jaz sploh ne razumem več, o čem kdo govori. Rad bi poklical rešilca za uglaševalca klavirjev, čisto preprosto. Jaz ne potrebujem rešilca, gospod. Jaz že ne. Takoj, ko vse pospravim, bom v hipu odšel sam. V mislih sem imel drugega uglaševalca klavirjev. In kje je pa drugi uglaševalec klavirjev? V kopalnici. Joj, kaj je? V
kopalnici še en klavir? Ne, v kopalnici je še en uglaševalec. No, kje je telefon? Uveži, kar izvolite. Hvala. Rada bi videla svojega moža. Rad bi videl svojo ženo in če smem vprašati, gospa, kdo pa je vaš mož? Peter, se razume. Peter se razume. Peter kjerkoli si že. Peter! Nekdo me kliče. Ne prenesem več tega. Čisto sem zmedena, ker sem se morala tolikokrat lagati. Žal mi je, ljubica. Vse si naredila z dobrim namenom. Zdravje. Da je utihnilo. Tu imam sedaj v zahvalo. Dovolj imam vsega, vse bom povedala, čisto po pravici. Saj, počak. Tudi tvoji ženi bom povedala. Počakaj, Sali, zdaj spet lahko premaknem. Kihnil sem, ozdravel sem. Previdno, ne premikaj se. Ja, pa zakaj ne? Lahko se premikam. Z mojo hrbtenico je vse v redu. Krč v nogah je popustil. Počasi, zlezi von. Da, spet lahko stojim po konci. Primi me za roko. To je čudež, Sali, čudež. Daj mi obleko, izginiti moram. Ja. Moja ljubica. Ljubica. Ja, no pa kaj je narobe? Nič. Bilo je strašno, Peter. Še enkrat ne bi prenesla tega. Saj te ni treba, ljubica. Kje so moje hlače? Vse te laži, sovražim naganje. Ampak kar naenkrat sem se znašla v situaciji, ko sem morala kar naprej lagati. No se sploh ne spomnim več, kaj sem komu rekla. Ne skrbi, ljubica. Daj mi še drug čebelj. Hvala, dragica. To pa je spet to. Gotovo je avto iz študija. Povej jim, da prihajam. Veš kaj? Ti zamoti vse te vsiljivce. Jaz pa se bom čisto tiho izmuznil iz hiše. Nekdo zvoni? Ne, Leonard, ne vznemirjaj se, grem jaz. Saj se ne vznemirjam, samo strašno me zanima, kdo bo naslednji cepec. Jaz sem Jocelyn Knight. Jaz sem Jocelyn Knight. Leonard. Jocelyn Knight, uglaševalce klavirjev, ali Jocelyn Knight, inštalater, ali Jocelyn Knight, fizioterapeut. Pardon, a vi ste gotovo Petrova sestra? Kakšna Petrova sestra? Rotim vas. Naj mi že kdo pojasni, kdo je Peter. Jaz sem prišel le zato, da odpeljem Petra. Želim si, da bi tudi mene kdo odpeljal. Tukaj ni nobenega Petra in nikoli ga ni bilo, kolikor jaz vem. Samo trenutek. Že vem, kdo ste vi. No, končno, gospod. Prišli ste z rešilcem. Z rešilcem? Vi ste gospod Knight. Gospa Raven, kaj ste vi tukaj? Gospa Hills, uglaševalec klavirjev mora izbane. Sali, zahtevam, da mi pove, zakaj je najino stanovanje polno ljudi in to takšnih, da za nje ne vem, kdo so. Zgleda pa, da tudi sami ne vedo, kdo so. Pa Hills, moral bom iti. Ne skrbite, sam bom našel pot do dvigala. Kje je moj mož? Kje je Peter? Posneti moram oddajo. Kdo? Kdo ste pa vi na vse zadnje? Kdo ste mož? Ne, kdo ste vi? Jaz sem... Kako si vsi sprašujete? Jaz sem... Kdo ste vi? Pa kako morate biti vi tako nesramna? Jaz pa ne vem, kdo. Glede, jaz ne razumem nič. Kdo ste vi? V naši kopalnici ni nobenega uglaševalca klavirjev. Nobenega uglaševalca klavirjev ni. Tukaj se mene čudenzi, ne ste bili vi ste...
Ne, Smirite se. moramo snemati. Moramo letiti. Ni treba kričati. Čas je izgubil. Peter, greva, Peter. To ste vi. Greva. Ne, jaz nisem bil ta Prišel bo Peter. Nisem prišel. Jaz moram iti domov, gospa Hills. Tukaj je vse naravno, se nič ne razume. Ali je ta vaš mož, ali ta drugi je v vanji? Kdo je Peter? Jaz nisem Peter. Ste že tukaj, kar hitro ste ga oglasili. Saj ni bilo težav. Kaj pa pomeni ves ta hrup zgoraj, v stanovanju? Tam pa imajo neki težav, prav zagotovo. Tip jo tiča v banji. Gospod Hills? Ne. Ne, gospod Hills. Ljubček. Ljubček? Gospod Ljubček. Ja, gospe in ljubček. Veste, kdo je? Popularni Peter Raven iz televizije. Nemogoče. Peter Raven? Prav on. Predstavljajte si. Ne, hvala. Raven se ne bi vtikal. Mislila sta, da ne vem, ampak tudi jaz ljubim televizijo. Ne morem jo gledati, se razume, ampak rad jo poslušam. Takoj sem po glasu prepoznal Petra Ravena. Pri priči. Lahko si mislite, da sta me hotela preslepiti, ampak ni uspelo. Nič kaj dosti ne pomaga, če si slep. Ja, uboga gospa Hills, v kakšnem strašnem položaju je bila. Gremo v sobo, pomirite se, ni treba kričati, vse lahko pojasnim, samo poslušajte me. Komaj čakam, da nocoj vse to povem v gostilni. Vsem po vrsti.